Poletnih dopustov je konec in mi gremo s polno paro naprej. Lep pozdrav s Ormoške planine, kjer je ekipa Autoportreta.si zbrana za drugo dirko letošnje sezone Rally Železniki. Organizatorji so servisno cono, ki je tako kot v Velenju zaprta za navijače in novinarje, premaknili na malo bolj odročno lokacijo zaradi že dobro znanih razlogov. Seveda se pa je treba pred začetkom reportaže zahvaliti športnemu društvu Omikron Plus za organizacijo dirke, ki pa je zelo podobna kot tisto v Velenju. 3x po 2 različna brzinca, Dražgoše in Davča, 73 posadk, 7 R5. Akcija torej zagotovljena. Več pa v reportaži. Najprej pa se oglejmo hitro obnovo prve dirke. Rally Velenje, ki je bil na sporedu 11. julija, je bila prva tovrstna dirka v Sloveniji po krizi zaradi virusa. Rok Turk, aktualni 3-kratni prvak, je bil še na polovici na dobri poti k novi zmagi, ko je Hyundai i20 zatajil. Na najvišjo stopničko sta zato stopila Andras Hadik in Kristjan Kerteš, Turk in Kacinova pa sta dobila 30 točk za državno prvenstvo. Boj za naslov je letos napovedal tudi Aljoša Novak, ki je z 52 sekundami za Turkom slavil 3. mesto in prejel 24 točk. Vsaka dirka bo še kako pomembna v boju za naslov prvaka v tej skrajšani sezoni. Odpovedan je bil namreč še Rally Vipavska dolina in na Delta Rally na Hrvaškem pa ne bo štel za naše prvenstvo. S tem v mislih poglejmo, kaj so dirkači povedali zjutraj pred začetkom Rallija Železniki. Mislim, da je sezona prekratka za kakšne kalkulacije. Mislim, nič se ne oziramo na to, ker ne vemo, kaj še bo, tako da vsako dirko treba odpeljati na polno. Pristop bo ostal enak, kad je bil na prejšnjih dirkah. Tako da konec koncev, če pogledamo, je to vseeno šele druga dirka letos in mislim, da tukaj o nekom taktiziranju ne bi bilo govora. Jasno je pa, da ne vemo, kaj nas čaka, tako da z vsake dirke treba povleči maksimalno, kar se da in to je tudi naš cilj. Težko bi povedal, ali gremo lahko na zmago, želja definitivno je, potem napredovali smo v zadnjih dirkah kar zelo dobro, sploh na obeh makadamih sva dvignila svoj nivo dirkanja in pa predvsem tudi zanesljivosti preko cele dirke. Seveda, želja je po zmagi, to je še tisto, kar nam manjka, bomo pa videli, malo manjka poznavanje hitrostnih preizkušenj, morda kakšno leto odsotnosti iz državnega prvenstva se tudi pozna, ampak sigurno bomo podali vse od sebe. Ja, sigurno, na zmago se borimo zmeraj, sicer je konkurenca močna, 14 avto R2, kar bo zelo težko, ampak glede na to, da želim osvojiti državno prvenstvo, bom rekel, če v cilj pridem med prvimi 4-3, bo to kot zmaga, ostal bom vodilni v državnem prvenstvu in mislim, da bom bolj gledal izključno na kompletno državno prvenstvo kot na to posamezno dirko in se pač osredotočil na to, da moram pobrati pike. Kot sem že omenil v uvodu, je bila ta dirka sestavljena iz 6 hitrostnih preizkušenj, 2 različnih. Klasična Hapi Dražgoše in krožna Davča, kjer velikokrat nastane problem, da dirkač ujame drugega dirkača spredaj. Tako je malo čez 9. zjutraj krenil prvi dirkalnik z Rudnega proti Dražgošam. Za edino Toyoto na dirki je ta brzinc minil kar prehitro. Kot prva sta morala zaradi tehničnih težav prisiljena odstopiti Grega Premrl in Viljo Ošlaj. Kratek rally za nas. Toyota spet obupala v Gorici. Kaj čmo. Srečno vsem posadkam. Na vrhu pa brez presenečenj. Turk najhitrejši, Aljoša Novak pa dobri 2 sekundi zadaj. Odlično je začel tudi že stari znanec Rallija v Železnikih Boštjan Logar z Mitsubishijem Lancer Evo 9. Pristal je na 3. mestu. Dobro je začel tudi Tim Novak, ki ga v Velenju ni bilo. In sicer je z novo Fiesto Rally 4 postavil najboljši čas divizije 2. Na Davči je nato nekaj časa izgubil, tako da je tam vodilni postal Grossi. Turk je prvič v servis prišel s točno 10 sekundami prednosti. Smo pa v ozadju videli kar velik preobrat v diviziji 1. Bojan Velkavrh in Aljaž Bratoš, oba z vrha točkovanja, sta odstopila, kar je pomenilo, da so se vrata na široko odprla Mraku, Jerebu in Božiču, ki so bili dobro na poti. Zgledalo je, da bomo povsod spremljali tesne boje za zmago, razen v diviziji 3, kjer je Valan z BMW-jem M3 imel že kar ogromno prednost. Posadke so se nato znova odpravile v Dražgoše. Na prvih 2 mestih nič novega, sta pa Alfred Kramer in Žanet Kvik s Fabio R5 začasno prišla na 3. mesto. Boj za najnižjo stopničko se je res razvnel.
Še en pomembnejši odstop je sledil Jan Medved, tretji v diviziji 2 državnega prvenstva, je predčasno zaključil z dirko. Sledila je Davča drugič, kjer sta Turk in Kacinova napravila največjo razliko do zasledovalcev in brzin skončala z najvišjo poprečno hitrostjo dneva. Dober čas je postavil tudi Aleš Zrinski, dovolj dober za tretje mesto na reliju pred Kramerjem in Logarjem. Zmaga pa se je Aljoši Novaku vse bolj izmikala. Odstopil pa je še en vodilni v točkovanju, tokrat divizija 3, Paolo Pasuti. Janko Čebron in Andrej Kavčič, ki sta bila na dobri poti do finiša v najboljših 10, sta prav tako na tem HP-ju doživela nesrečo. Sledil je servis še zadnjič, nato pa še 2 hitrostni preizkušnji. V zadnjem krogu se je vse skupaj malo umirilo, v Dražgošah je Rok Turk samo še utrdil svojo prednost. Se je pa v drugi diviziji odvijala izjemna bitka. V 5. brzin se Tim Novak zapeljal z dobro sekundo prednosti pred Grosijem. Vodstvo je tukaj izgubil, a le za 2 desetinki. A o tem še malo kasneje. Na vrhu je zadnji brzinc minil brez posebnosti, tako da sta zmago na 7. reliju Železniki z najhitrejšim časom na prav vsakem brzincu slavila Rok Turk in Blanka Kacin, 31 sekund pred Aljošo Novakom in Jako Cevcem, Zrinski in Vidmar pa tretja. Na dobrih pozicijah najdemo tudi Alfreda Kramerja in Boštjana Logarja. Pa si poglejmo prve vtise po zaključku dirke. Midva sta v bistvu grozno vesela, da nama je na tej dirki uspel tisto, kar sva si pred dirko zastavila, to je, da končno razumeva R5 avto, kako se obnaša, kaj treba z njim početi, da nekako tisti zadnji pogon BMW-ja odhaja iz podzavesti. Tako da sva res zelo vesela, da sva nekako uspela ujeti korak z vrhom na nek način in da sva z izjemo naših obeh šampionov v bistvu premagala pač vso konkurenco domačo in tujo. Dirka pa je potekala, pa bom rekel, tako po pričakovanjih, na neke trenutke celo nad pričakovanji, zelo dobri časi, nekaj manjših napak sem si privoščil, nekaj takšnih začetniških, ampak glede na to, da 4 leta nismo bili tu solidno, napredovali smo iz preizkušnje v preizkušnjo, tudi nastavitve smo našli na avtu, delali pravilno s pneumatikami, tako da naprej, da gremo v pravo smer, smo tudi bližje zmagovalcu Roku, čestitke si da Roku in Blanki za soliden nastop, res dober tempo sta držala. Pa bom rekel, nič posebnega, dirko smo se zelo taktično in pametno lotili, šlo je kar hitro. Mislim, da je še največja razlika sem delal v drugem krogu, kaj je pač Novak dal nove gume gor, pa zgleda mi jih je bilo škoda, pa ni toliko pritiskov, pa je zaradi tega malo več zgubil, medva so pa je stare kar znucala. Tam v drugem krogu sem delal ta razlika pomembna, ko se je pol pripeljala v cilj, tako da nič drastičnega, imela so, bom rekel, zelo dober tempo, niso pa pretiravala, da bi rekel, da bi iskala kakšne limite. Rezultati v državnem prvenstvu so zelo podobni, zato si poglejmo kar točkovanje po tem reliju, tokrat s pravilnim sistemom. Ni še točno znano, koliko dirke še do konca, zato šteje prav vsaka točka. Realne možnosti za osvojitev prvaka imajo prvi 3 na lestvici. Pa gremo po vrsti, najprej divizija 1. Tam je večino HP-jev dobila posadka Franci Božič, David Vončina. A razlika na koncu sploh ni bila tako velika. Nejc Mrak in Darko Vončina sta s Swiftom zaostala za samo 6,8 sekund. Jurej Rep in Boštjan Vidmar pa sta zaključila stopničke, 35 sekund in pol za prvi. Vodstvo v prvenstvu je zaradi odstopov Velika Vrha in Bratoža zdaj prevzel Mrak. A je še čisto vse odprto, razlike so namreč zelo majhne. Kaj pa se je zgodilo v drugi diviziji? Že prej sem omenil, da sta pred zadnjim prehodom Davče, Grosija in Tima Novaka ločili le 2 desetinki. Grosij je zadnji HP dobil, ampak je Novaka doletela enaka stvar kot lani, bil je oviran. Tako je žirija dirke odločala o zmagi. Poglejmo si, kako sta to takoj po zaključku videla oba dirkača. Niti sam si nisem mislil, da bom tako hiter, iskreno, ampak evo, situacija zjutraj je pokazala, da lahko konkuriram tudi vsem ostalim tukaj, ki so domačini, bi lahko rekel, ampak po drugem krogu sem malenko izgubil za prevzem vodstva in sem mislil, da je že konec, ampak evo, sem se vrnil in trenutno sem v prednosti za 7 sekund.
Novak je bil viran z strani počasnejšega sotekmovalca, tako da žirija zdaj odloča, kdo bo v bistvu zmagovalec tega relija. Napeti boji, zdaj na koncu smo pa v bistvu Simona Rončela ujela, tako da spet ta prekletstvo teh krožnih brzincev, da bi se mi radi dirkali in potem pridejo take stvari vmes, tako da žal tako je bilo, no, bomo pa videli, kaj bojo povedali na žiriji, tako da vsekakor pa lej, dobra dirka, tudi če sva druga, jaz sem zelo zadovoljen, tako da nimam kaj zapovedati, no. Na koncu sta le Marko Grossi in David Kavčič imela malo sreče, saj je prednost za zmago na koncu znašala le 2 sekundi. Novak in Ocvirk kot rečeno druga, Simon Mlinar in Erik Bizjak pa minuto 36 zadaj tretja. Grossi z 2 zmagama v točkovanju še vedno vodi. Še divizija 3 nam preostane, kjer pa je bilo najmanj dvoma o tem, kdo bo zmagal. Jaka Valant in Jan Nik Jesenovec sta bila namreč razred zase in z BMW-jem M3 za minuto 59 ugnala Miklavčiča ter Černigoja. Še en tak BMW pa se je uvrstil na najnižjo stopničko s posadko Miha Mušič, Blaž Vraničar. Prav ta dirkalnik je tudi na vrhu točkovanja, a je prednost prav tako še ulovljiva. Dogajanje v vseh divizijah bo še kako zanimivo. S tem je reportaže konec. Hvala, ker ste si jo ogledali, vas pa lepo prosimo, da se naročite na naš YouTube kanal in lajkajte Facebook stran. Vas nič ne stane. Vsi linki so v opisu videa. Za naslednjo dirko še ni točno znano, katera sploh bo. Na sporedu je sicer Rejli Poreč, a mu zna slediti enaka zgodba kot Uni Delti. Se pa skoraj zagotovo vidimo v Idriji. Upajmo, da se situacija ne bo še poslabšala. Še enkrat hvala za ogled in nasvidenje.